Družba, čau in lep pozdrav. Evo, direkten prenos iz Grčije in z vami Matic Zalaznik iz kanala Lunca Films. Hvala, ker spremljate tale nor podvig. In evo, za mano je klančina oziroma drča, neka naravna, ki bomo v bistvu tukaj noter bomo spustili jeta in se pognali direktno proti Sloveniji. Družba, en lep pozdrav direktno iz Igov Menice, zraven Igov Menice bom rekel. Jet ski je že v vodi, da iz grških voda pride direktno v slovenske in da naredimo eno tako zgodbo, ki še ni naredil noben trenutno. Evo, moj prijatelj, legenda Jan Škarja iz ansambli Lesari so tole, ki me je spremljal celo pot. Pelil je v šusu, k-norc in je v bistvu prevozil ene 18-19 ur, so bila skozi v avtu, tako da se tudi meni majčkeno že pozna, ampak dobre volje nam ne manjka in zdaj bomo sam pognali še z vetrom pa s tokom proti Sloveniji. Družba, se ga! Legende moje, en lep pozdrav. Oglašam se direktno iz Albanije, ker so me sred vode dobili policaji in zdaj je to toliko časa vse skupaj vzeli, da bom mogel tukaj prenočiti. Če ste gledali kaj trackera, sem mogel pač nazaj. Tam nekaj 54 nautičnih mil mi ratal prevozati iz Grčije v Albanijo. Zdaj imam pa privat parking tamle. Direktno na čovnu od policije, častili so, hoteli so mi še zrihtali, ni da ni. Moram pa zdaj, ker imajo take zakone, po cesti ga pelati iz Albanije, potem pa naprej v Črni gori štart, ker ne smeš dalj kot 2 km iti po vodi z jetom, ker je baje navaren ali nekaj tazga. Neke take zakone imajo, no. To, ko sem jih razumel, da tam, kjer ga daš noter, lahko 2 km voziš, več pač ne. Poglavnem, družba, držite pasti, da bo jutri bolj produktiven dan in da pičim čez morje, k sulica. Danes je bilo toliko majčken, bom rekel, nekaj za ogrevanje. Jutri pa na polne bombe dalje, nijamo kaj. Evo, družba, naložena, spet po cesti letiva, ker v Albaniji je tak zakon, da ne smeš od tam, kjer si jeta noter dal, se pelati več, ker mislim, da 2 milje nekaj tacga. Tako da sem bila prisiljena iti po cesti zdaj. Žerjavna je naložil, zdaj pa moj navigator pelje direkt v Ulcin, v Črno goro, tako da tam gremo spet probati srečo, pa da vidimo, do kam pridemo. A ne, zvezda? Majčken je bilo zapleta, nič ne rečem, ampak
mi se ne damo. Vse v dobri veri. Vse v dobri veri. A ja, pa še to, res nimam kaj za reči, Albanija, ful prijazni ljudje, vse, ni da ni. Policaj tale ta glava nama je zrihtu in prenočišče. Dejstvo je, da pri nas bi midva bila terorista, če bi se tole naredili. 100%. Tle so nas pa tako lepo sprejeli vse, na koncu smo šli še na večerjo, vse, ni da ni. Prav hudo je spadalo, tako? Ja, lušta. Sva ga povabila v Slovenijo, da mu razkažemo mečkam, kako je to pri nas. Koliko je stereotip, da Albanci, da se tle ne smeš ustavljati, da kradejo grozni ljudje, drugače sploh ni res. Ej, prav zakon, priporočam res Albanijo za dopust, tako da greš za ene več dni, bi bilo prav idealno po moje. Midva sam toliko hitro letiva, ker pač se mora ta trip nadaljevati pa vse to, ampak siguren bo še prišla v Albanijo, ne? To bosta. To je zgodba, vidiš. Letimo naprej, no in zmagam naproti, Črna Gora. Here we go. Evo družba, zdaj se pa javljava midva direkt iz Črne Gore, prišla sva čez mejo, za nama 5 ur pa pol nekje vožnje. Zdaj mogla sva ga pripeljati na Prikolici, zdaj pa v bistvu v Črni Gori, direktno v Marino Ulcin, ki je tik v bistvu ta prva taka marina. In probamo srečo. Za mano je že skoraj 1966 km, pa čakaj vožnje, pa 32 ur pa pol. 32 ur je že deco avto. 32 ur pa pol. Kar je res noro. To je ta prava spremljevalna ekipa, a ne? Ta prava spremljevalna ekipa, ki gre 2 ure pa pol v eno smer, zato da se pol 2 ure pa pol nazaj vrača, da kolega pobere in tako pede v Črno Goro. A veš zakaj? Ker to je zgodba. To pa je zgodba. To pa je. Ole kreš. Se naredi. Prišla sva čez mejo, tako kot sem rekel, pičiva Ulcin in iz Ulcina naprej po vodi sam še gas. Majčkeno sem v zaostanku, zdaj upam, da še vseeno majčkeno nadoknadam, pa akcija. Evo, še eni manjši zapleti, prišla sva v Ulcin, ja spet, prišla sva v Ulcin, tam ni luške kapitanije, ne nič, ne moreš niti džeta noter dati, ni nobene drče, nič, skratka. Evo, to je pa Črna Gora. Letela sva direkt naprej v bar, da naredim saj še kakšno urco, 2 na vodi danes, ampak vse tako kaže, da bo ostala v Črni Gori. Jutri, zgodaj zjutraj pa v bistvu prestop v Dubrovnik pa naprej. Tako da jaz upam na najboljš, toliko ene vožnje, toliko kar slaba vola, veš, ker ne moreš pognati, ne moreš peljati. Ampak tukaj je velika marina bar, tako da jaz mislim, da bo tole danes lahko rešila, saj to, da sva v vodi, pa da prijem nekako na konc Črne Gore, no. Pa da je to za danes. Žalost. Čau družba. Evo, dele se pa javlja v živo, dan 3 in sicer v živo, čuš to čez en nekaj prijavlja. Ja, pa v živo iz zamikom se javlja, evo tako, da boš razumel. V glavnem stvar je taka, zdaj tukaj lebedriva na kavici, ker je vzum spet dež. Včeraj pot nama je vzela ene 5 ur pa pol. Tako da... Tako je 5 ur pa pol. Cel dan. 12 ur nama je vzela pot. 12 ur sem pel, veš? Ti pa 1 ura po vodi. 12 ur je pel, jaz pa 1 ura po vodi. Pa še to me je pa na konc sončni
zahod skoraj čist, dobil praktično. Tako da v 1 uri sem naredil nekaj čez 60 km, da sem prišel v Herceg Novi lepo, se pravi, noter sva ga dala zraven bara na divji plaži, pol pa sam na ful. Zdaj pa sva tukaj, se pravi, v Herceg Novi, čakava papirje za čez mejo, pa da se vreme majčkeno umiri, pol pa gasa naprej. Ker si enkrat na hrvaški obali čist drugače. Oziroma, gre Signal je tam in to slovenska ali evropska. Signal je tam, kle sva res omejena, ne moraš se vedeti, da smo na Wi-Fi. Trikrat sem se ustavil na 3 različnih pumpah in naveličan sem tistih čokolad, pa tistega, ko moraš nekaj kupiti, ne, če rabiš, can you give me the Wi-Fi, ne. Ti to ne veš. Jaz sem sam letel, v glavnem pelu, včeraj sem pa tako pelil, da sem ga ukradel, ja. Tako da res, to je bila pa kar zgodba. V glavnem, day 3 in pravce, jaz bi da rekel, ne? Vsega. Evo, družba, sej ni res, pa je. Iz Črne Gore zapuščam, z vsemi papiri, brez problema na carini, brez problema na policiji, natočil sem gorivo na polno. Zelo lepo so me sprejeli, lepo so me odpremali, tako da zgodba gre dalje. Iz Črne Gore moja pot se nadaljuje v Dubrovnik, baje bo jugo, tako da moram priti čim prej do Dubrovnika in potem hrabro sam naprej. Tako da prav vesel sem, da gremo malo naprej. Tole bo pa zdaj, upam, da šlo malo lažje, no, ker je bilo toliko enih sitnosti. Albanija ima res ene take čudne zakone, ker res noben ni vedel, kako in kaj. Glavna družba, vsega, zdaj pa sam še pune. Jaz sem naložen, tole za mano, kante polne. Nič, pičimo. Midva sva končno prišla vsak po svojih poteh na Hrvaško. Vidim, da Matic je tudi že po GPS-u, vidim, da je že v Dubrovniku. Jaz sem mu pridružen zdajle, ko bo se privezal, predvidevam, da me bo tudi poklical, da se zmeniva kako pa kaj. Vreme se je tudi polepšal, prej je bilo kar nekaj oblakov, dež, visoki valovi, tako da mislim, da tudi morje zdaj, ki je sonce tukaj na hrvaški strani, je bolj mirno, tako da upajmo, da danes pridemo čim dlje. Moram pa reči, da po mojem sva kar oba z Maticom vesela, da sva končno prišla na Hrvaško, ker tale signal pa tole, ki si treba loviti pa tako naprej, je res problem, no, ampak smo tudi pregurali celo Črno Goro in celo Albanijo, tako da zdaj pa naprej. Evo, družba, naredil sem carino, prijavo še na hrvaški strani, tako da je zdaj zadeva, bom rekel, čist legit. In potovanje se lahko nadaljuje mirne vole, tako da lej. Košara je utrpela majčken poškodb, ker so bili taki valovi, da je bilo pa to nerealno. Tako da bom dele mogel nekaj narediti, nekaj eksperimentirati, da se lahko pripeljem nazaj v naše kraje s to košaro. Zdaj pa spet v razburkano morje. Se pravi, zdaj je plan narediti iz Dubrovnika direktno v Makarsko, tam se spet z Janom, mislim, sam da lesari srečava
Morje je hudo razburkan, jugo nabija non-stop. Ok, še ena žrtev tega tripa je tale kamera tukaj, ki je bila na... Ozmo kamero mi je odnesel, dejansko mi je odnesel in šli so moji dragoceni posnetki, tako da... Shit! Hvala. Družba, evo, na vse zgodi je bilo treba iti v shopping. Zakaj? Pa povem zdaj. En lep dober jutr. Preden štartam, v bistvu se bom tukaj le še en briefing včerajšnjega dneva. Včeraj je bilo narejenih 224 km po vodi. Poleg škode košara je šla, se pravi, DJI Osmo tam je odnesel, odtrgali so ga valovi dol iz mountov in se že dobil v bistvu čist brand new. Še dobro, da je tukaj v Makarski trgovina, da smo lahko zadevo lepo rešili. Bolj mi ga pa mori to, ker sem zgubil en kup enih dobrih posnetkov, ki bom mogel zdaj v bistvu nekako nadoknaditi, da lahko naredim dober video še pol na koncu. Tako da nič, danes je put jugo, tako da grem čim prej na vodo, da pridem vsaj nekam naprej. Evo družba, četrtek in štart iz Makarske, zdaj se ga natanka, vzun je jugo, nekje pri Šibeniku mislim, da piha s 25 vozli na uro. Upam, da speljem vsaj do Splita, pa da se tam noter pol malo zavlečem. Tako da začetek dneva je dober, smo vsaj kamero dobili nazaj, ker tisto je pa voda vzela. Tako da držimo pesti, gremo v akcijo. Akcija! Evo, te nove kamerce sem nabavil sam zato, ker mi je šla v morje, zdaj pa pičim na tak jugo, da presežem majčken mej hajpa, in srce razbija. Pence so na vodi, pence, to pomeni, da jugo pripija 20 vozlov. Valovi po vindiju, trenutno zaznani 1,7 metra.
takšnega morja pa že res nisem doživel, to je pa zgodba zase, res. Evo družba, upam, da se slišimo na tejle kamerci, kaj bolj, ka veter res tok pika, da je to noro. Trenutno prevoženih 82 km, tak jugo je, da je to noro, vsi smo mogli praktično z vode. Jaz sem se majčkaj še pošvercel do Trogirja, zaradi tega, ker je Trogir ena izmed boljših marin, ker ima hude valobrane in je lepo noter namirnan, da ti ne tolče vse od žetu in vse tako. Evo družba, četrtek, dan 4 na vodi bi se lahko rekel, spet ni najbolj po mojem planu, ker je pa stvar v tem, da jaz bi kar furil, energije je še res dost, energije je še ogromen, tako da, ampak ne pusti mi, se pravi, vreme. Vreme me matra in v bistvu je tako, da jugo je tako močen, da tukaj, ker je na odprt morje, se pravi tukaj, ko bi šel v bistvu na odprt morje, na Zadar, v bistvu ne bi mogel zadeve niti speljati, ker je s 30 vozili nekje piha, tako da sem mogel danes predčasno zaključiti zadevo po 83 km v bistvu. No. Tako da nadaljuje se jutri zgodaj, zjutraj bom probal čim prej vstati, čim prej pognati tukaj iz Trogirja. Da vidimo, kam nas pripelje. Jaz imam plan nekje priti v soboto, se pravi v Izolo, da se majčkeno poveselimo pa vse skupaj. Tudi tega se bom probal najbolj držati. A ne? Nič. Zdaj pa, to je bil en briefing. A ja, valovi, ne? Po Vindiju so bili zabeleženi nekje 1,7 metra. Bilo je strašno, nima sploh kaj govoriti, ker to v resnici si tudi jaz nisem niti predstavljal, kako v živo tak val izgleda, ne? Ker to slab ti prije, no. Čistko. Je pa res, da v bistvu mašina 325 konjska pele zadevo brez problema. Ful velika razlika je med 300 pa 325, sploh mid-range, ki ga butne čez val, glih takrat, ki ga v bistvu rabaš. Mašina je sam za pohvaliti, upam, da zdrži do konca in to je to. Evo, za mano pa že tukaj zvezda majhna, supporter, ki je skozi z mano, pa mi rihta vse te stvari, res legenda, ni da ni, Janček iz Lesarjev, zdaj pa za ribo. Ej, kako ribo? Evo družba, zgodba dneva, en lep dober jutr, petek je, predzadnji dan potovanja, glej zdaj to. Vse je že preštimano do včeraj, tako da dele sam še gas, ura je 6:40, Marina še spi, glej kako je lepo v Trogirju. Enač, ogenj. Ena jutranja zgodba danes. Zdajle se v bistvu odpravljam na pot, petek je, ful me baše čas, mogel bom ful nadoknaditi. V glavnem stvar je taka, da štartam iz Trogirja. Občutki so danes po celem tednu končno majčkeno boljši, ker iskreno cel teden sem imel tako burjo, sama škoda se mi je delala, oziroma ne, pardon, popravek, imel sem tak jugo, sama škoda se mi je delala in res, kar neke slabe vole je bilo, ampak zdaj v bistvu še vsem računam na najboljš, tako da bom prav pognal in se ga letim Izola, da se vidimo čim prej. Odprto morje, treč, ne valuj to vstočenja, ne?
ponosu eno bolano ladjo. Hudo. Upam, da se me kaj sliši danes, kaj boš. Vreme je pa res danes bolj naklonen in sicer v 4 urah sem naredil, da ne bom lagal, točno 217 km. Kar pomeni, da sem prišel, se pravi dejansko danes iz Trogirja, direktno tukaj za mano vidite Rab. In tukaj bom zdaj spet natočil, se pravi iz Trogirja do Raba sem ponudil 2 kesla goriva, se pravi 2-krat po slabih 70 litrov. No. Tako da, to je to. Letimo proti Izoli, v polnem zagonu smo, vnema je vrhunska. V glavnem, res prav vesel sem, da se je malo vreme spet naredil, ker to je čist drugače voziti v takem, kakor pa v res razburkanem morju. In sem vesel, da je tako, kot je. Evo, družba, po 250 km in pa 5 ur vožnje, pa še tudi nekaj pojesti. Kaj pravite? V glavnem, ustavil sem se tukaj le na sosednjem otoku od Raba, ki se imenuje Sveti Grgur. Gremo pogledati, če imajo kaj za jesti. Evo, danes je za mano 260 km in zdaj je čas, da si privoščam enega Red Bullčka. Red Bull Slovenija mi jih je priskrbel kar nekaj za na pot, tako da cheers, cheers, da me majčkeno vrne nazaj v kondicijo. Konec petka, predzadnji dan jadranske avanture je za mano in sicer prevoženih je točno 300,6 km. Danes je pa letel tako, da bi se moram res kar pohvaliti. No. V glavnem, ful dobro je šlo, špica je bilo, prišel sem direkt iz Trogirja, dejansko v Nivice. Tako da sem pred marino Nivice, tukaj le zadaj, vežem se pravi čez noč in zjutraj poženem direktno proti Sloveniji, se pravi vmes pride še iz Umaga v Italijo, da pridem do 6 držav tega jadranskega tripa. Čezdalje bolj smo proti koncu, čezdalje bolj pozitiven sem, se pravi, tudi vreme je začel res tako dobro služiti, da je to nerealno, prav veseli, da se dejansko končuje. No. Čeprav, iskreno, jaz bi se kar furil. Jaz bi plul v nedogled, ampak
nimaš kaj, vsega lepega enkrat konc. Tako da danes zaključek v Nivicah, jutri zgodaj poženemo proti Italiji in Sloveniji, tako da družba sega in sega. Čau. En lep pozdrav, zadnji dan je danes, pičim proti Izoli. Prekrasna zadnja noč, spočit v nulo, v glavnem Slovenija, sobota, Izola, here we go ali here I come, kakorkoli že, v glavnem legašen olček, je dele bo tako letel, sonce, mirno morje, hvala vsem, ki ste ga zaželeli, evo, le takole pa zgleda. Družba, evo, zdaj sem pa Kvarner že ene 6-krat zvozil, se pravi v svojem življenju, pa sem si že enkrat tako rekel, da res nima smisla Kvarnerja furati, ker je ni nič luštnega kle, no bom rekel tako, ker čist vedno, kadar je lep morje, pa vse kakor fino, fajn kaže napoved, vedno vanovi. Kvarner vedno ga gunca in brez tega ne gre. Tako da imam še 10 km do kopnega, pa treba že tankati počasi in gremo jahat valove. So se že priklopali, prijatelji moji četrti. Evo, morski tjulni! Glej to, koliko se jih je priklopan, to ne moreš verjeti. A imaš? Ja noč, gremo, še zadnja etapa, Italija, popa, Porto Pico, Lokavica, pa Gasa.
končno Slovenija in sicer vstopili smo noter čez Trst na Debelji Rtič in evo, posod je lepo, ampak doma je pa najlepše. Evo, družba, zdaj je pa zgodba praktično zaključena. Z mano vsi moji jetski kolegi, res ta prava klapa, ni da ni. Danes prevoženih 267 km in smo tik pred Marino Izola. Evo, v glavnem, hvala lepa, pa se ga.